Lepo pozdravljeni. Digitalni jezik pomeni, da jezik uporabljamo v digitalnem okolju. Ne le, da imajo naši telefoni in računalniki programe v slovenskem jeziku, pač pa da tudi prepoznavajo in zapisujejo naš govor in da ga tudi prevajajo. Poglejmo primer. Bonjour, la langue numérique est l'utilisation de la langue dans un environnement numérique. Nos téléphones et ordinateurs ont des applications et des logiciels en slovène, mais ils peuvent aussi reconnaître et enregistrer le slovène parlé et le traduire. To je bil uvod v današnjo oddajo še v francoskem jeziku, čeprav ga ne govorim. Kako je to mogoče? Profesor Marko Robnik-Šikonja, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Kaj smo torej videli? Moj glas in jezik, ki ga pravzaprav ne znam. Ja, to je kar nekaj tehnologije bilo tukaj zloženih skupaj. Začetek se je začelo tako, da je bil vaš glas prepoznan, to pomeni bil nek prepoznavalni govora, ki je to predelal v besedilo v angleščini. Potem se je to prevedlo v drug jezik, recimo slovenščino ali pa francoščino, na kar se je iz tega besedila zgeneriral govor. Mi smo imeli generator govora in zdaj glede na to, da je bilo to še nek avatar, še neka podoba, še nek dejansko video. Poleg tega se je tudi tako oblikoval, da so se ustnice pravilno preoblikovale glede na foneme, ki ste jih izgovarjali. Kako se bo pravzaprav to uporabljalo? Ja, tukaj je možnosti dosti. Recimo, lahko bi imeli neke sestanke na oddajene sestanke, ki bi se dejansko kot ljudje srečevali. So tudi neke bolj napredne aplikacije v nekih navideznih svetovih, recimo Facebook je poskušal s tem Metaverse narediti. So pa tudi bolj take realne aplikacije, ki bi ljudje recimo naredili neke robote, ki bi recimo bili potencialno humanoidni in bi se pogovarjali, ali pa celo neke take recimo tridimenzionalne navidezne slike. Zdaj, mi tega zaenkrat še nismo naredili v realnem času, pa pravzaprav to še ne deluje za slovenski jezik. Ampak kaj bi pravzaprav potrebovali, da bi imeli to tudi v slovenščini? Ja, to je prepoznavalni govor imamo, to bi lahko delovalo, ne deluje čisto v realnem času. Generatorji govorja, tukaj smo že bolj šibki, medtem ko pa ta povezava z videom pa še ni vzpostavljena. Vse tehnologije še za slovenske foneme še niso na razpolago. Ja, vrnimo pa se k osnovam. Da bi imeli tudi digitalno slovenščino, potrebujemo velike zbirke, korpuse slovenskega jezika. Najstarejši in najobsežnejši korpus je Gigafida. Korpus Gigafida, referenčni korpus pisne slovenščine, je obsežna in premišljeno zasnovana zbirka besedil. Je tudi največja. V njej je približno 38.000 besedil, 60 milijonov stavkov in milijarda 135 milijonov besed nastalih med letoma 1990 in 2018. To pomeni, da je v samem korpusu najdete toliko besed v različnih oblikah. Je pa to število besed, ki so jih v vseh teh besedilih, ki jih najdete v korpusu, uporabili različni avtorji. V korpusu Gigafida je največ besedil iz časopisov, približno polovica. Potem je velik del prihaja tudi iz spleta, sledijo revije, potem pa še stvarna besedila, to so učbeniki, imamo tudi manjši delež knjig, pravi leposlovja, pa nekatera druga besedila. Besedila v korpusu Gigafida so obdelana tako, da so besede zapisane v obliki, kot je bila zapisana v besedilu, prepisane pa so jim vse slovnične lastnosti. Vse besede imajo podatek o viru, letu nastanka in vrsti besedila. Če vzamemo na primer stavek minister se je udeležil seje, potem v tem primeru vsaka beseda najprej dobi osnovno obliko, minister dobi osnovno obliko minister z malo začetnico, potem se dobi osnovno obliko se, je dobi osnovno obliko biti, udeležil dobi osnovno obliko udeležiti in se je dobi osnovno obliko seja. To potem v korpusu potem lahko iščete, dobijo pa tudi druge informacije, kot to, da je minister samostalnik moškega spola, ednine in tako naprej. Korpus Gigafida se dopolnjuje na nekaj let, spremljevalni korpus Trendi pa enkrat na mesec. Zanj se vsak dan samodejno zajemajo in analizirajo besedila iz 70 slovenskih spletnih medijev. Trendi trenutno vsebuje 800 milijonov besed, njihovo število pa se vsak mesec poveča za približno 20 milijonov.
Spremljalni korpus Trendi je idealen zlasti za spremljanje novo nastajajočega besedišča, pa tudi za spremljanje rabe besed nasploh, če naraščajo ali padajo v rabi. Tako smo recimo za lansko leto smo zaznali nove besede, kot so kriptoprevara, gaser, linka so se pojavili tudi v standardni slovenščini, pa radiovizija recimo, se pravi radio, ki ga lahko tudi gledamo. Zanimivost je beseda koronavirus, za katero bi marsikdo pomislil, da smo jo prvič zaznali v slovenščini šele pred leti, pa smo jo dejansko v Gigafidi jo najdemo že leta 1998. Korpusi so orodje za spremljanje pojavljanja posamezne besede in temelj za vpis neke besede v slovar. Slovenščina ima še veliko različnih korpusov slovenskega jezika. Med vsemi korpusi pa lahko brskamo po skupnem brskalniku, korpusniku. Še en zanimiv korpus je Janes. Gre za korpus spletne slovenščine za zapise, ki niso lektorsko pregledani. Dr. Jaka Čebelj, lepo pozdravljeni. Dober dan. Zdaj, zakaj ste se pravzaprav odločili za ta korpus, kaj je v njem, kako obsežen je? Ja, tako kot Gigafida, ki ste ga že predstavili, korpus Janes v bistvu vsebuje nestandardno slovenščino, torej tisto, ki jo uporabljamo, naprimer, ko pišemo sporočila prijateljem ali pa ko komentiramo na spletu. In to je tudi en pomemben vidik slovenščine, ki ga je treba proučiti in pokriti. Kako obsežen je, pa mogoče tudi kaj je pokazal? Vsebuje približno 250 milijonov besed, kar je recimo za 1/5 Gigafide. Vsebuje pa tvite, komentarje na novice, blogovske zapise, forumska sporočila, torej tista besedila, ki jih na spletu objavljamo navadni smrtniki v slovenščini. Kaj pa pravzaprav vam je povedal, kaj vi lahko razberete iz tega? Ponudi nek zelo dragocen pogled, naprimer v besedišče, ki ga tipično uporabljamo v govorjeni slovenščini, ko rečemo, naprimer, da se nam nekaj fržmaga, ali pa ko gremo na kafe in tako naprej. Tega pa recimo v korpusih standardne slovenščine ne najdemo. Zdaj imamo še druge korpuse. Še en zanimiv je korpus Šolar, v katerem so spisi osnovnošolcev. Vsak od teh korpusov nam pravzaprav daje nekatere druge podatke, ampak kaj je pravzaprav tisti glavni namen, zakaj imamo korpuse? Korpusi nam ponudijo neko ptičjo perspektivo na jezikovno rabo in zelo veliko količino podatkov, kjer lahko naprimer preverjamo, kaj bomo vključili v slovarje, v jezikovne priročnike in tako naprej. Konkretno za korpus Šolar, ki ste ga omenili, pa recimo lahko opazujemo napake, najbolj tipične napake učencev, in na podlagi tega razvijamo tudi didaktične pripomočke in jezikovne tehnologije, ki pomagajo pri učenju in pisanju. Ena taka je vejica, ki nam pravzaprav pomaga postaviti vejico. Tako je. Kako deluje? Imamo servis, ki je zelo preprost, kot vidimo tu na zaslonu. Torej, vtipkamo neko besedilo oziroma prilepimo besedilo in potem samo pritisnemo na gumb in jezikovni model, ki je v ozadju, nam obarva besedilo, kjer so vejice postavljene narobe, bodisi so odvečne ali pa manjkajo. Zdaj, moj najljubši pa je razpoznavalnik govora, ki pravzaprav nam novinarjem zelo olajša delo. Kako deluje? Ja, to je kos programske opreme, ki posluša naš govor in ga potem zapiše v pisni obliki. Danes snemamo oddajo Ugriznimo znanost. Odlično. Za orodje vejico smo videli, da dela 94% natančno. Kako natančen pa je pravzaprav ta razpoznavalnik govora? To je pa odvisno tudi od tako rekoč žanra slovenščine, ki ga uporabljamo. Midva zdaj uporabljava standardno slovenščino in tudi razpoznavalnik je na to natempiran. Kakor hitro pa mogoče zaidemo malo bolj nestandardno slovenščino, pa deluje nekoliko slabše. Imamo pa seveda v načrtu, da bo v prihodnje podpiral tudi narečja in podobne. Lahko recimo izgovorite kakšen stavek v narečju? Lahko. Danes snimamo oddajo Ugriznimo znanost. To pa dela nekoliko slabše. Nekoliko slabše. Ja, če želimo komunicirati s tehnologijo, nas mora ta seveda razumeti. Za zapisovalnike govorjenega teksta in sintezo govora potrebujemo tudi govorne jezikovne vire oziroma korpuse govorne slovenščine, saj se ta razlikuje od pisne slovenščine.
Govorna baza Artur je najnovejši, najobsežnejši in tudi najbolj heterogen govorni vir za slovenščino. V njem je več kot 1000 ur javnega, nejavnega, branega in parlamentarnega govora. Parlamentarni govor je govor sej državnega zbora. Javni govor opredeljuje okrogle mize, predavanja, intervjuji, novinarske konference in druge medijske vsebine. Ta dva sklopa govorov sta potrebna za morebitno samodejno podnaslavljanje in tvorjenje zapisnikov. Za bazo Artur so jih posredovali različni mediji. Nejavni in brani govor pa so raziskovalci posneli sami. Torej, mi smo brani govor kot neko narekovanje izbrali, potem nejavni govor je bil mišljen v smislu nekih morda sestankov, pogovorov, ko bi nekdo želel imeti neke zapisnike, morda samodejno tvorjenje naknadno. Jaz sem mogel zbrati posameznike iz različnih spolov, regij, poklicev in potem sem jim dal zabrati neka vnaprej napisana besedila ali pa so samostojno razglabljali o neki temi, ki smo jim določili. Večinoma so posnetke nebranega govora transkribirali ročno. Za izhodiščno transkripcijo posebej izbranih posnetkov pa so uporabili tudi obstoječe razpoznavalnike. Morebitne napake so pozneje popravljali raziskovalci. S samodejnimi razpoznavalniki so preverili tudi skladnost zbranega govora s predlogami besedil oziroma referenčnega besedila. Govorka se tukaj dvakrat izgovori razprostirala in to se tukaj tudi zazna. Njene neskončno dolge noge so se razprostirale, pokrčali. Ker je dvakrat izgovorjeno razprostirali, je tukaj tudi označeno to in ta posnetek zavrnemo. Pri popisu govora so raziskovalci zapisali tudi podatke o okoliščinah, v katerih je posnetek nastal, in govorčeve pomembne demografske podatke, med drugim tudi občino otroštva in stalnega prebivališča, saj to lahko vpliva na njegov način govornega izražanja oziroma narečje. Pa ne toliko zaradi teh tehnologij, ampak ta korpus se je zbiral tudi zaradi potencialnih jezikoslovnih, glasoslovnih študij slovenščine, da je to kot nek arhiv, ki omogoča tovrstne analize, raziskave. Za razvoj specializiranih razpoznavalnikov so v bazi Artur opredeljeni tudi posnetki govora, pri katerih je snemanje potekalo po vnaprej pripravljenih scenarijih za upravljanje pametnega doma. Snemanje posnetkov za aplikacijo pametnega doma poteka tako, da v bistvu program izpiše nek tekst, ki mu je potrebno slediti. Enostavno kliknem tukaj snemanje in seveda izgovorim to, kar je potrebno. Torej, Artur, prosim, klopi klimatsko napravo in nastavi temperaturo na 20 stopinj. Nas je predvsem zanimal zven, način govora, za vsebina, pa za ta specifičen primer smo pa bolj, da pokažemo, kako se neke splošne razpoznavalnike morda prilagodi specifični uporabi in okoliščinam, da so potem lahko še malo bolj zanesljivi. V laboratoriju za strojno inteligenco Fakultete za elektrotehniko se ukvarjajo z biometričnimi raziskavami. Zato so posneli tudi opisovanje obrazov umetno inteligentnemu agentu, ki bi kot fotorobot oblikoval sliko obraza po podanem opisu. To sta le dva od mogočih scenarijev govorne komunikacije s tehnologijami, ki so sicer že uveljavljene in poznane. Lani smo bili priča izrednemu napredku velikih jezikovnih modelov, predvsem klepetalnega robota ChatGPT in GPT-4, s katerim se lahko pogovarjamo tudi slovensko. Zdaj, z katerih virov sta ta oba četa naučena, da se pravzaprav lahko mi z njima pogovarjamo? Ja, dejansko čisto natančno ne vemo, ker to so pač zasebna podjetja, ki teh podatkov niso objavili. Lahko pa predvidevamo, da so uporabljali slovenske prosto dostopne vire, predvsem recimo slovensko Wikipedijo, pa tudi to, kar se najde na spletu in kar se potem pobere iz spleta v neke baze podatkov. Zdaj, seveda si želimo imeti tudi slovenski jezikovni model. Kaj pa je pravzaprav največji problem pri tem? Ja, dva problema sta. Prvi je to, da rabimo zelo veliko računske moči, ampak tu imamo zdaj slovenski superračunalnik, Vega. Drugi problem je pa, da nimamo zadosti slovenskih podatkov. Če si predstavljamo ti veliki modeli, ki se predvideva, da so bili učeni na nekaj bilijardah besed. V slovenščini, ko smo mi vse vire, ki jih trenutno zbrali, jih je okoli 10 milijard. Kar pomeni, če bi pa hoteli priti do enega zadosti, vse osnovnega modela, bi pa rabili tam nekje okoli 50 milijard slovenskih besed. Kaj pa so pravzaprav zdaj možnosti? Kako vseeno lahko naredimo nek
jezikovni model v slovenskem jeziku? Imamo nekako tri možnosti. Ne? Lahko bi začeli iz ničle in zgradili model samo na slovenskih podatkih. Ne? Ta možnost je dokaj šibka, ker smo rekli, da imamo samo njih 10 milijard podatkov trenutno. Druga možnost je, da pa poskušamo recimo en angleški model doučiti. To pomeni, recimo obstajajo prosto dostopni angleški modeli, kot je recimo Lama. To pot zdaj obiramo in bomo dejansko vzeli že naučen model z angleškim znanjem, ki ga bomo potem dopolnili z slovenskim znanjem. Tretja možnost je pa, ki pa k obema prejšnjima možnostima paše, to je pa, da dejansko bi določene angleške tekste prevedli v slovenščino z strojnimi prevajalniki in to zadostno količino, da bi bodisi iz ničle začeli, bodisi da bi ta slovenski model doučili. Poglejmo zdaj, kako raziskovalci z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani razvijajo jezikovne modele za slovenščino. Veliki jezikovni modeli temeljijo na ogromni količini podatkov, kot so besedila spleta, knjige, članki. In ta besedila mora biti potem prečiščena, da se ne podvajajo, da so nekako uravnotežena, se pravi, da imamo en del slenga, en del poslovnega besedila, en del novičarskega besedila in tako naprej. Osnova za slovenski jezikovni model, ki ga trenutno razvijajo, je jezikovni model v angleščini, ki je prednaučen na množici besedil in ga zdaj prevajajo v slovenščino. Nato bo sledilo učenje na besedilih v slovenščini. Trenutno zbiramo besedila, nekje imamo 10 milijard. Za učenje modelov bi potrebovali recimo 300 ali pa več milijard. Poskusimo narediti model s parimi sorodnimi jeziki, tako da če bi lahko dobili v naslednjih mesecih pol leta do nekje 40-50 milijard slovenskih besedil, bi bilo super, ampak do tam je še daleč. Ker angleški modeli, tej največji pa uspešni, recimo odprtokodni Lama je naučen na 2 trilijonih korpusov. Učenje velikih jezikovnih modelov poteka tako, da mora model sam napovedati naslednjo besedo v različnih poljudnih besedilih. Potem, ko ga pa ta model, ki je naučen na tak način, prilagodimo, da se zna z nekom pogovarjati, mu pa damo na vhodu neko vprašanje in to je njegovo besedilo, ki ga je recimo prebral in pričakujemo, da bo zdaj napovedal naslednjo besedo. In naslednja beseda od vprašanja je recimo prva beseda odgovora in potem mu damo nazaj to besedo, ki je odgovoril v njegov kontekst in odgovori naslednjo besedo in tako naprej. Odgovore pa nato preverijo, da niso denimo žaljivi, rasno nestrpni, spolno diskriminatorni ali bi z njimi lahko nekomu škodovali. V korpusih, kjer je vprašanje povej mi navodilo, kako se naredi bombo in potem pravilen odgovor, ki ga ocenjevalci nekako so odobrili ali pa pripravili, je, da v bistvu ne moremo odgovoriti, kako pripraviti bombo, zaradi tega, ker to bi lahko vplivalo na življenje drugih ljudi in tako naprej. In če imamo nekaj takih vprašanj, in tukaj zdaj govorimo o bombi, lahko so to neka zdravila, lahko so neki strupi in podobne stvari. Da se zna model z nami pogovarjati, za učenje potrebuje vsaj 10.000 vprašanj. Veliki tuji modeli pa so se učili celo na 500.000 ali milijon vprašanjih. Marsikaj že imamo v slovenskem jeziku. Microsoftove programi imajo črkovalnik tudi za slovenski jezik. Tudi s chatom GPT se lahko pogovarjamo v slovenskem jeziku. Zakaj moramo torej vsa ta orodja še razvijati sami? Ja, seveda, vsa orodja, ki ste jih omenili, so seveda v nekih korporacijah, ki niso v Sloveniji, mi tja pošiljamo svoje podatke in za nekatere namene je to zelo sporno. Recimo sodišča ne morejo pošiljati spisov ali pa recimo zdravniki nočejo svojih podatkov, ne smejo svojih podatkov o pacientih. Je še kar nekaj takih občutljivih rab, recimo sploh v državni upravi. Pa verjetno tudi mi kot posamezniki si ne želimo, da bi potem nekdo iz nekega velikega jezikovnega modela izluščal posamezne podatke od nas k tem, kaj smo mi pisali, kar je sicer težko, ampak načeloma pa ni nemogoče. Zdaj, pred približno 10 leti je bila opravljena mednarodna raziskava, ki je opozorila, da je vsaj 21 evropskim jezikom, med njimi je bila tudi slovenščina, grozi digitalno izumrtje. Zdaj, podobna raziskava je bila narejena tudi lani. Kaj je pokazala ta novejša raziskava? Ja, zdaj težko bi ravno rekli, da je izumrtje, ampak vsekakor se ta razlika med evropskimi jeziki je še vedno precejšnja. Recimo v tej raziskavi so identificirali neke ključne tehnologije in podatkovne vire, ki so potrebni za neko razvoj digitalnih orodij in tehnologij. Recimo angleščina ima 80 točk pri teh tehnologijah, recimo pri tem tehnološkem razvoju, slovenščina jih ima
okoli 10, ne? To pomeni, smo precej zaostajamo, ampak ja, smo v družbi drugih manjših jezikov, so pa nekateri manjši jeziki, ki so tudi pred nami, ne? Zato ker pač več vlagajo v te tehnologije, recimo Estonija je tak znan primer, ne? Ampak tudi Češka, recimo. Glede na to, kar smo danes slišali, slovenščini torej ne grozi digitalno izumrtje, ampak kakšna pa bo njena prihodnost? Bo enakovredna drugim evropskim jezikom v digitalnem okolju? To je precej odvisno od nas, ne? To pomeni, možnosti imamo, smo del sveta, kjer evropske države precej vlagajo v jezikovne tehnologije. Zdaj, mi bi pa lahko tudi malo več, ne? Pa bi nam šlo boljše jezikovno. Profesor Marko Robnik-Šikonja, najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam. Ja, še eno zanimivost imamo za vas. Imamo tudi jezikovni sledilnik. Nekako že poznamo covidni sledilnik, pa podnebni sledilnik, ampak kaj pa je pravzaprav namen jezikovnega sledilnika? Namen jezikovnega sledilnika je pa na podoben način kot ti sledilniki, ki ste jih že omenili, da spremljamo jezikovno rabo določenih besed in prikazujemo statistiko za pretekla leta, naprimer katerim besedam je raba narasla ali pa občutno upadla. Lahko recimo poveva dva primera. Ja, recimo za leto 2023 sta dve najbolj tipični besedi, torej na prvem mestu ujmo, kar je pričakovano, ker so poplave zelo zaznamovale lansko leto. Na drugem mestu pa je morda nekolikšno presenečenje beseda nutrija, o kateri je bilo precej veliko govora in je šlo za vročo temo. V prejšnjih letih pa o njej pravzaprav nismo nič govorili. Zakaj pa bi lahko uporabili našo oddajo? Govorili smo, da imate premalo virov v oddaji, pa smo govorili slovensko. Ja, to je tipičen vir govorjene slovenščine in lahko ga vključimo v korpus govorjene slovenščine ali pa uporabimo za izboljšavo razpoznavalnika govora ali pa za gradnjo sintetizatorja govora, na primer. Doktor Jaka Čiberi, najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam. Ja, slovenščina je naš materni jezik. V njej so zapisane knjige, časopisi, revije in drug tisk, spletne strani. Govorimo ga in kot smo videli, skrbimo za to, da jo bodo govorili tudi računalniki. Pa še uganko imamo za vas, tokrat matematično, zato je z nami Matej, pozdravljen. Živ Renata, je matematična, je pa tudi povezana z vsebino današnje oddaje, namreč omenjali ste Gigafido. Pred sabo pa ima slovar slovenskega neknjižnega jezika. Zanimivo, kaj je to? Ja, to je knjiga, v kateri so zbrane vse mogoče besede, ki jih dobimo s črkami slovenske abecede. Naprimer, A, B, Č, G, A. Razumem, to pomeni, da je pravzaprav to nekakva neskončna knjiga. Ja, možnost je neskončna, tako da te knjige ne bomo natisnili. Vprašanje pa je vseeno preprosto, namreč kaj se skriva v tej knjigi, urejeni po besedi, tik za besedo rok in tik pred njo. Za besedo rok je verjetno roka, dodamo črko A. Res je? Nisem pa prepričana, kaj je pred to besedo, lahko bi bila beseda roj? Ja, definitivno roj je pred rokom, ker je pred K, ampak vmes lahko urinjava recimo roja, ali pa roja A. Kaj to pravzaprav pomeni? Ja, če dodajo recimo A na koncu, pomeni, da vedno lahko urinjava eno besedo še vmes in da nobena beseda ni tik pred rokom in je bilo vprašanje nekoliko zavajajoče. Ampak se matematik ukvarjate tudi s takimi problemi? Ja, to poznamo in sicer pod učenim imenom leksikografska ureditev, ko jih urejamo po besedi. In če je množica besed neskončna, se lahko dogajajo tudi take anomalije. Matej, najlepša hvala za uganko. Ni zakaj. Hvala pa tudi vam, da ste bili danes z nami, vabljeni, da se nam pridružite tudi prihodnji teden. V sredo bo na naši Facebook strani nova uganka, v četrtek pa bo na sporedu nova oddaja. Kadarkoli pa nas lahko najdete na družabnih omrežjih. Nasvidenje. Obiskali smo vinograd v Vipavi, ki ima približno 40 let stare kole iz robinije. Analiza je pokazala, da stari les robinije prenese večje mehanske obremenitve in je odpornejši proti razkroju kot novejši les. Danes robinija, ki spada med odpornejše lesne vrste v Evropi, raste počasneje, njen les pa propada hitreje. Tudi lesene strehe v alpskih dolinah, ki so nekoč zdržale 30 do 40 let, danes propadajo od 3 do 4 krat hitreje. Les v srednji Sloveniji se razkraja skoraj najhitreje v Evropi. Zakaj? Les pa so znale zaščititi že stare civilizacije. Deblaki 16. stoletja, ki so ga lani našli na obrežju Mure, je zaščiten.
V oddaji prihodnji teden boste izvedeli, s čim in tudi kakšen postopek za zaščito lesa pred ognjem in glivami so razvili na Zavodu za gradbeništvo. Vabljeni k ogledu. V srcu mislimo.